prinašalci sreče, rodovitnosti in plodnosti. OPN – uspeh za strateške pobude. Promet po meri ljudi in ne avtomobilov. Najboljši po meri rotarjancev. Evropski dan za mlade. Kavarniški kulturni klepet. Po obronkih žleb. Košarkaši Medvod, 15 zaporednih zmag. Lepo pozdravljeni. Današnjo informativno oddajo ponovno začenjamo z dobro novico. V torek so namreč tudi v našo občino prišli, kakorkoli že rečete bo prav, kurenti ali korenti in odganjali zimo in zle duhove ter prinesli srečo in rodovitnost. Obred so opravili ob rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu, a upati je, da je njegov pozitivni duh zaobjel celo občino. Kurenti, sami sicer pogosteje uporabljajo besedo korenti iz Kurentove dežele, iz Markovec in Ptuja, so svoje popotovanje po Sloveniji, pa tudi izven meja, začeli takoj po svečnici. V naši občini in sicer v Zavrhu v rojstni hiši Jakoba Aljaža pa so se ustavili ta torek na povabilo soseda Boštjana Misa. Namen pa jasen. To je naš stari običaj, da pač gremo obiskati naše stare prijatelje, ki jih imamo po Sloveniji ali pa bomo rekli še kje druge. Seveda pa iz poganskih časov, pa če pride kurent na dvorišče, odganja zle duhove, ne bomo lih rekli, da odganja zimo, zle duhove, prinaša srečo, rodovitnost, plodnost, kaj je največ vredno na teh kmetijah. Nekako smo še ena velika skupina, bomo rekel, kurentov iz tega ptujskega dravskega polja Markovec, ki še pa obujamo ta stari običaj. Obiskali so nas pernati kurenti z levega brega Drave, oblečeni v ovčji kožuh, bel ali črn, prepasan z usnjenim pasom, na katerem visi vrsta velikih kravjih zvoncev, ki se dedujejo iz roda v rod, in robci, ki si jih naberejo pri dekletih. Na nogah živo rdeče volnene nogavice, na glavi pa kosmata kapa. Ja, to je korentova kapa, tipična markovska, ki je narejena z usnja, seveda, in pa koža. Včasih niso bile take močne kože, kot so danes, so pač uporabljali, pač kaj je kdo dobo. Našo značilno je pač ob strani so peresa, je to od gosi, purana ali pa pač kaj kdo dobi, in seveda so fazanove peresa. Veliko krat me kdo vpraša, zaradi teže je od 35 do 40 kg, tako da moramo biti kar dečki v dobri kondiciji in seveda to, kjer delamo na kmeti, kjer delamo fizično, zato ni bojazni, da ne bi mogel biti kurent. Zvonko Križaj je organizator tradicionalnega kurentovega skoka in se ponaša s posebno dragoceno titulo. Je drugi princ ptujskega karnevala. Naziv so začeli podeljevati za karneval leta 2000. Prejmejo pa ga tisti, ki seveda delujejo v duhu ohranjanja bogate tradicije kurentov, pustnih šeg in navad, ter z aktivnim delom in sodelovanjem na prireditvah in festivalih širijo prepoznavnost kurentov doma in po svetu. Meni je bil kurent položen v Zibelko. Že moj oče in že moj ded sta bila kurenta. Imamo tudi take stare kurentove zvonce, ki se prenašajo iz tradicije v tradicijo. Tudi jaz sem sina, ko je bil star 18 let, sem mu te zvonce predal in ve, da to njegovo poslanstvo, to gre naprej. In na Ptujskem se zelo trudimo, da ta kurentija gre naprej z našimi 6-7 liki, ki so, in jaz mislim, da to pri nas ne bo izumrlo. Štajerci smo res se znamo pustjati, ali bomo rekel, živeti po Fašenkovo. Ob tej priložnosti so si kurenti ogledali tudi razstavo fotografij na temo pustovanja oziroma kurentovanja pustne maske Bojana Adamiča, ki nam je v spominu ostal predvsem kot vsestranski glasbeni ustvarjalec. Da je prav v rojstni hiši Jakoba Aljaža na ogled njegovih 32 fotografij iz Ptujskega pokrajinskega muzeja, je zasluga njegove hčere Alenke, ki je članica društva Jaram. Moram reči, da so izredno zanimive te fotografije. Vsaka fotografija ima svojo vsebino in seveda je sestavljena po recimo varianti prizem in nobena fotografija ni čista. On je pač te stvari kombiniral in je tudi v vsaki fotografiji dal svojo vsebino. Tukaj so noti otroci in mlajši in starejši in skratka v vsaki fotografiji lahko vidiš svojo vsebino.
Moram pa reči, da danes, ko so nas kuranti obiskali prvič na Aljaževi domačiji, da so bili, ko so videli te fotografije, so bili izredno presenečeni, da tudi tukaj lahko potegnemo to vsebino iz Ptujskega polja. Bojan Adamič se je vrsto let udeleževal Ptujskega karnevala in njegov osrednji lik je bil prav kurent. V rojstni hiši Jakoba Aljaža bodo mesec dni na ogledu ne le njegove fotografije, ampak tudi njegova kurentova kapa, podobna tej, ki so jo nosili tokratni prinašalci sreče, rodovitnosti in plodnosti. Precej plodna pa je bila tudi 21. seja občinskega sveta, tokrat izjemoma prav v torek. Glavna tema seje, prve v letu 2017, je bil več kot 9 let težko pričakovani osnutek dopolnjenega občinskega prostorskega načrta s pripadajočim okoljskim poročilom. Glede na to, da so se občinski svetniki s tem obsežnim gradivom seznanili že na skupni seji odborov in komisiji občinskega sveta prejšnjo sredo v Kulturnem domu Medvode, je bila tokrat razprava presenetljivo kratka in nepolemična. Že sicer so se občinski svetniki z gradivom le seznanili, saj zakonodaja določa, da se opredelijo lahko šele takrat, ko imajo na mizi predlog. Svetnikom je dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta na kratko predstavila Karla Jankovič iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki za našo občino vodi postopek že več kot 10 let. Kot pravi Jankovičeva, je temeljni cilj prostorskega načrtovanja skladen in vzdržen razvoj. Zato so spremembe načrtovane na območju celotne občine. Tokrat pa se je osredotočila predvsem na strateške pobude, ki so v interesu občine Medvode. Gre za širitev obrtnih con v Preski, Vašah, Sori na Jeprci in oblikovanje nove cone v Mošah. Prestrukturiranje območja Agroemone v Hrašah, postavitev 2 brvi v središču Medvod in oblikovanje športnega parka, določitev novega območja za centralne dejavnosti v Preski in širitev le-teh ob podružnični osnovni šoli Sora, umestitev centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na Jeprci, po novem ob obstoječi gramozni jami, ureditev 2 območij urbanega vrtnarjenja, umestitev novih prometnic, med drugim ceste v Bošnici, širitev 3 obstoječih pokopališč in načrtovanje parkirišč na turističnih destinacijah v Zbiljah, Smledniku, na Topolu in v Zavrhu. Prav vsi odbori in komisije, ki so prostorske dokumente obravnavali na predhodnih sejah, so osnutek dopolnjenega občinskega prostorskega plana in pripadajočega okoljskega poročila predlagali v sprejem z manjšimi pripombami in pobudami. Statutarno-pravna komisija je med drugim predlagala tudi, da bi se obvestilo o spremembah namembnosti tudi lastnike zemljišč, kjer je bila predlagateljica sprememb občina. Pobuda je bila dana v tem smislu, da veliko je starejših ljudi, veliko je takšnih, ki niti ne vejo, na koncu se mu bo, neka parcela spremenila v gradbeno, plačeval bo večji davek, pa niti vedel ne bo, za to spremembo ne bo mogel dati niti pripombe, niti nič. Lahko pa je tudi obratno, da se stavbno zemljišče zaradi različnih vzrokov prekvalificira nazaj v kmetijsko. Občina mora na Ministrstvu za kmetijstvo predložiti tako zvano izravnalno maso. Se pravi, tisto, kar mi damo za zidljivo, je treba nekje dobiti pa izvzeti ven. In ne misli, da je to, zdaj se je kar tako, ne, dajte si 4 ruzake gor s pobudam, pa pejte, kje pa se za vse zavzemajte. Ne gre, ker je treba nekje za zidljiva zemljišča dobiti. In mi smo se zdaj odpovedali kar ene parim, ki so bile res roko na srce iz družbenega plana iz 84. leta noter dane, ampak kar nekaterim pobudam in so celi kosi leteli ven. To je hkrati tudi delni odgovor na vse izrečene pobude svetnikov, naj občinska uprava ob pregledu pripomb, ki jih bodo dali občani, vendarle preveri, ali je njihova pripomba argumentirana v smislu zaokroževanja naselij in bi jo bilo vendarle smiselno vnesti v predlog. Zdaj to pričakujemo od soglasodajalcev, da ko je strnjeno naselje na eni strani, na zobčeno, najbolj smiselno je tam potegniti črto, saj tam, kjer so za te zadeve dane pobude. Torej apel naj občina, tako kot je zagovarjala posega na kmetijsko zemljo, ko je šlo za njene strateške pobude, zagovarja tudi podobne argumentirane in smiselne pobude posameznih občanov. Smo slišali, da je pobud veliko, da je bilo veliko zavrnjenih. Vprašal bi se, kdo se je zavzel za njih.
Zdaj, župan jaz razumem, da se je vzel za predvsem te skupne stvari in to vsa pohvala. Sedaj pa je tudi, mislim, da beseda pobuda na strani občanov. Ponovljeno je bilo, da imajo občani v času javne razgrnitve vso možnost pregledati celotno dokumentacijo in da lahko računajo na celovito pomoč v oddelku za okolje, prostor in razvoj občine Medvode. Občinski prostorski načrt je v resnici zelo strokovno gradivo, na katerega ima občina vpliv, kadar govorimo o strateških pobudah. Ko govorimo pa o privatnih pobudah, pa zelo majhnega. Ker, bom tudi tako rekel, to pa jaz osebno presojam, da zaradi integritete funkcije županu ne pritiče, da lobira za preveč privatne pobude. Županova naloga je, da skrbi za razvoj občine v tistih segmentih, kjer se to le da. Privatne pobude so stvar posameznikov, ki se morajo za to zavzemati. Vedeti je pa tudi treba, da privatne pobude so marsikdaj narejene izključno iz komercialnega interesa in marsikdaj ne za reševanje stisk posameznikov, kot vedno vsi predstavljajo. Stališče občinske uprave je, da ne podpira razpršene gradnje, razen po ograncih, niti večjih stanovanjskih gradenj, dokler vsa infrastruktura ne bo prilagojena potrebam 16 tisoč prebivalcev. Vesel sem, da je občinska uprava in pripravljalci, da so dojeli, da je po mojem naseljenost občine Medvode 16 tisoč prebivalcev na plafonu, ker smatram, da infrastruktura ne prenese še nekih večjih naselij. Še enkrat več pa smo slišali, da se bo občinska uprava opredelila do vseh pripomb na obstoječi osnutek, podanih tako strani občinskega sveta, odborov in komisij, kot posameznih občanov in jih, če bodo smiselni, vključila v predlog, ki bo šel še enkrat v roke soglasodajalcev. In dejstvo je tudi, da lahko iz končnega predloga občinskega prostorskega načrta tudi izpade kakšna pobuda, ki je v osnutku dobila že pogojno zeleno luč. Že dolgo pa nismo slišali toliko pohval na račun dela občinske uprave in pripravljavcev gradiva kot tokrat. Tle bi še nekaj bi povedal, da se naš odbor zahvaljuje vsem pripravljalcem tega OPN-ja našega, pohvalil bi občinsko upravo, komplet občinsko upravo za pripravo tega. Posebej bi pa pohvalil, imamo novo mravljico, gospod Špilak Natašo. Je neki v občinski upravi še črnih haračk, ampak upam, da bojo labodji ratali s časom. Še jaz bi pohvalil Natašo in seveda vse tiste, ki so pomagali pri pripravi tega in upam, da bo župan zagotovil, da ne bo ostalo le pri pohvali in da bo tudi na koncu meseca mogoče kakšen numeričen zapis drugačen. Hvala. Hvala lepa. Glede na to, da poslušam po Medvodah, da sem si v mesecu januarju izplačal 30 tisoč evrov delovne uspešnosti, bo pa to res malenkost še za Natašo, ki je odškrten stran. V tem zadnjem komentarju je bilo slišati tudi nekaj grenkobe. Pojasnila boste dobili, če boste spremljali tudi prihodnjo informativno oddajo. V njej bo tudi poročilo z včerajšnje javne razprave, ko so osnutek dopolnjenega občinskega prostorskega načrta v precep vzeli občani. Več kot 80 se jih je zbralo. Medvode, zelena vrata prestolnice, bodo s povečanjem trajnostne mobilnosti vedno bolj prijetne za življenje in delo ter privlačne za turizem in gospodarski razvoj. Privlačne bodo za vsakodnevno hojo in kolesarjenje. Večina ljudi bo za prevoz za delo uporabila javni prevoz, ki bo usklajen z njegovimi potrebami. Središče mesta bo prijeten kraj druženja in srečevanja. Z dobro dostopnostjo do ključnih turističnih in gospodarskih območij se bo okrepila lokalna identiteta, razpoznavnost in razvoj občine. Takšne bodo Medvode. Če se bo prometna strategija, ki so jo na torkovi seji sveta občinski svetniki brez zadržkov potrdili, realizirala tudi v praksi.
Občina Medvode je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila skoraj 60 tisoč evrov za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije v naši občini, torej krovnega dokumenta, ki bo narekoval razvoj prometa v prihodnosti. Gre sicer za sredstva Evropske unije iz kohezijskega sklada in so namenjene prvenstveno strategiji, ki bo temeljila na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Strategija torej ne temelji na tradicionalnem načrtovanju prometa, ko je bilo glavno vprašanje, kaj bomo gradili, ampak na celostnem, ko se sprašujemo, kaj želimo doseči. Strategija pa je predpogoj za prijave na različne razpise, ki se še pričakuje v novi finančni perspektivi Evropske unije za obdobje do leta 2020. V slabem letu dni se je v postopku priprave celostne prometne strategije odvilo precej aktivnosti, v katero je pripravljalec, to je Ljubljanski urbanistični zavod, v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije vključil tudi javnost. Prva javna razprava je bila namenjena identificiranju problemov na 5 področjih, na področju hoje in kolesarjenja, motornega in mirujočega prometa ter javnega potniškega prometa. Na drugi javni razpravi so bili udeleženci naprošeni, da se opredelijo do ciljev, ki so bili oblikovani na podlagi predhodno zaznanih ključnih problemov. Te so identificirali tudi preko pogovorov in anket, na katero se je odzvalo skoraj 400 občanov. Tretja in četrta javna razprava pa sta bili namenjeni predstavitvi in izbiri ukrepov, ki so bili oblikovani glede na prej zastavljene cilje. Vizija pa je jasna, promet po meri ljudi, ne avtomobilov. Vizija, ki temelji na izboljšanju varnosti za pešce in kolesarje, na izboljšanju kolesarskih povezav, na dobro delujočem javnem prometu, na omejevanju in nadzoru parkiranja, urejanju in omejevanju prometa v središču in povezave za tranzitni promet izven središč in na ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in turizma. Temu sledi tudi akcijski načrt do leta 2022. V letošnjem in prihodnjem letu so vanj vnešene vse že sicer načrtovane naložbe v rekonstrukcije cest in izgradnjo pločnikov. Mnogi mislijo, da govorimo o nekih prometnih ureditvah, vendar gre za bistveno več. Gre za pravzaprav pripravo celotnega prostora, kjer bivamo po meri vsakega od nas. Če želimo govoriti o trajnostni mobilnosti, potem se moramo tukaj le jasno in glasno zavedati tega, da je to pač nekaj, kar zadovolji čim širši krog ljudi, torej njihove potrebe in hkrati skrbi za to, da se zmanjša promet, da se zmanjša posledično onesnaževanje in da se zmanjša poraba energije. In da je trajnostna mobilnost tista, ki je nekaj dobrega za okolje in nekaj, kar je socialno pravično, ne da je usmerjeno predvsem na kapital in tako naprej. Mislim, da smo pred leti, ko še ni bilo take bogatije v naši deželi Kranjski, veliko več peš hodili, veliko več s kolesom in v bistvu smo bili že na tem nivoju razvoja trajnostne mobilnosti, zdaj smo pa zašli v ta kolaps avtomobilski in imamo cele probleme. In kateri so bili še glavni poudarki iz razprave? Da občina Medvode ne bo postala parkirišče za druge, zato ne načrtuje nobenega večjega parkirišča več, niti nima primernega zemljišča zanj. Jaz bi se mogoče bolj vprašal, a sploh je potreba? A sploh je potreba? Če vprašate mene, moje stališče je bolj, to je težava Mestne občine Ljubljana. Naši občani imajo s temi parkirišči, ki jih imamo, še če bomo toliko pogumni, da se bomo v tem mandatu odločili in zadeve tudi z odredbo uredili v smislu parkiranja, plačila parkirnine in tako naprej, za naše občane bo več kot dovolj. Zdaj se malo grdo sliši, ampak za težave Ljubljane, naj pa v Stanežičah naredijo park and ride in potem poskrbijo, da se vozijo tam naprej. Ne? In drugo stališče, da je vendarle potrebno zagotoviti javni potniški promet po meri občanov in za večino občanov. Ob tem občinska uprava še vedno zagovarja tezo, da je naloga občine omogočiti javni potniški promet, ki občane vodi v središče Medvod. Ko govorimo o prijaznem javnem potniškem prometu, je do uporabnikov prijazen ali pa neprijazen, kakorkoli obrnemo, izredno neprijazen je pa do občinskega proračuna. Mi damo 170 tisoč evrov samo za subvencijo zdaj obstoječih linij. Če preštejemo zraven še urbane otrok, ki se vozijo na teh linijah, smo čez palec blizu 200 tisoč evrov. Z uvedbo še ene nove linije smo na 250 000 evrov. Tudi naši občani se morajo zavedati, ja, javni potniški promet, ampak za kakšno ceno?
Se pravi, vsi so za javni potniški promet, samo če se na javnem potniškem prometu mi delamo zgubo na 25-tici. 25-tica, ki kadarkoli v špicah pogledaš, je nabasana, že tamle, ki pripelje od blokov do nogometnega igrišča je polna, pa nazaj grede je tudi vedno polna, pa delamo na njej izgubo. Kakšno izgubo tolčemo šele na 30-tici? Sem prepričan, da smo mi dolžni pripeljati vse ljudi, ki imajo željo priti ali iti naprej do centra občine Medvode, se pravi do centra tukaj in do teh avtobusnih postajališč, do vlaka, do Medkrajevca in potem imajo možnost nadaljevati zadevo pot naprej v Ljubljano ali pa v Kranj, Škofjo Loko, kakorkoli. To je naša dolžnost in tukaj ni važno, koliko bo to stalo, mi moramo temu slediti. In rezultat tega dialoga, županov predlog, da se oblikuje posebna delovna skupina svetnikov in zunanjih sodelavcev za pogajanje s podjetjem Ljubljanski potniški promet, tako okrog tras kot cene prevozov. Đukić je pripravljen izziv sprejeti. Občinski svet je celostno prometno strategijo z akcijskim načrtom soglasno sprejel. Tako smo druga občina v Sloveniji, ki tovrstno strategijo ima. Načrtovano je bilo, da bo občinski svet na torkovi seji sveta dal soglasje k imenovanju nove direktorice zdravstvenega doma Medvode. Svetu javnega zavoda je namreč na drugem razpisu uspelo dobiti ustrezno kandidatko Olivero Masten-Cuzar. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na začetku januarja soglasno sklenila, da občinskemu svetu predlaga, da da soglasje k njenemu imenovanju. Pred dnevi pa je kandidatka od prijave odstopila. Zato občinskemu svetu ni preostalo drugega, kot da spremeni oktobrski sklep, s katerim je dal soglasje k imenovanju za vršilko dolžnosti direktorico Nadi Prešeren. S prejšnjih 6 na sedanjih 12 mesecev. Če seveda prej ne uspejo z razpisom, o ostalih odločitvah na torkovi seji sveta pa v prihodnji informativni oddaji. Minuli četrtek so se v gostilni Mihovec zbrali člani Društva upokojencev Pirniče. Pregledali so potek dela društva in njegovih številnih sekcij ter zastavili cilje za leto 2017. Društvo, ki šteje 286 članov, znotraj svojih sekcij organizira precej dogodkov, ki popestrijo in izboljšajo življenje v tretjem življenjskem obdobju. Lani so dobro delovali na področju prostovoljstva, uspešnih delavnicah ročnih del in pohodništvu. V letu 2017 bodo nadaljevali z vsemi rednimi programi. Poudarili pa bodo pomen prostovoljstva in aktivno sodelovali v vseslovenskem projektu Starejši za starejše. Leta 2019 bodo Medvoščani stari med 16 in 22 let prvič volili na volitvah Evropskega parlamenta. Zato bo javni zavod Sotočje 10. marca organiziral tako imenovan Evropski dan v Medvodah, kjer bodo mlade seznanili s samim delovanjem Evropske unije. V preteklih letih je opazno, da mladi niso dovolj seznanjeni z delovanjem Evropske unije in njenih inštitucij. Zato se je občina Medvode skupaj s sodelovanjem javnega zavoda Sotočje odločila pripraviti delavnice, kjer bodo mlade seznanili s samim delovanjem Evropske unije. Mlade mogoče te teme zanimajo manj, kot bi bilo potrebno. In to je tudi en namen tega dogodka, ker opažamo, da je sama udeležba na volitvah evropskih med mladimi nizka in da pada. Kar pa se meni kot nekemu mlademu ne zdi pravno, ker Evropska unija nam ponuja ogromno nekih priložnosti, veliko tega se bom dalo tudi spoznati na tem dogodku 10. marca. Imamo možnosti od sodelovanja na programu Erasmus, študijskih izmenjav, nenazadnje dela pripravništva v tujini. In mislim, da veliko mladih ne pozna celega tega obsega priložnosti, ki so več kot zgolj ta politika, ki jo gledamo mogoče na televiziji. Veliko je tudi nekih priložnosti, kot je prostovoljstvo v tujini. In to nam lahko prinese ogromno nekih izkušenj dodatnih. Sam dogodek Evropski dan v Medvodah pa je le del projekta za seznanitev mladih z Evropsko unijo. Del projekta pa pripravlja tudi naše pobrateno mesto Kre,
kjer so s tem projektom pravzaprav tudi začeli. Naši prijatelji iz pobratenega mesta Kre so v letošnjem letu kandidirali na evropskem razpisu z področja mednarodnega sodelovanja s projektom Imagine the Europe I Want, v katerem želijo spodbuditi mlade, ki bodo na volitvah za Evropski parlament leta 2019 prvič imeli volilno pravico, da na nek način razmišljajo o Evropski skupnosti, o tem, kakšno skupnost narodov si želijo in kaj lahko kot posamezniki v to Evropsko skupnost tudi participirajo. Rezultate dela Evropskega dne v Medvodah bo v Kreju prikazala delegacija, sestavljena tudi iz mladih Medvoščanov, katere bodo izbrali na samem Evropskem dnevu. V delegaciji je nekaj predstavnikov občine in odbora za mednarodno sodelovanje, javnega zavoda, ki bo poskrbel za promocijo občine Medvode, in pa nekaj glasbenikov iz zgodbe Medvode, ki bodo sodelovali v koncertu torej tega skupnega evropskega orkestra. Izmed mladih imamo pa na možnost izbrati 25 tistih, ki bodo najbolj ustvarjalni, kreativni, ki bodo največ participirali tega 10. marca in tudi kasneje sodelovali pri predstavitvi, ki jo bomo morali pripraviti v Kraju. Projekt je podprt tudi s strani Evropske unije, tako da bomo iz tega vidika tudi dobili sredstva, s katerimi bomo financirali prevoz v Krej. Med drugim pa je tudi to koncept pobratenja temelji na prostovoljstvu, tako da nas bodo tam v Kreju gostili občani Kreja in iz tega vidika dejansko mladi, ki se bodo udeležili tega dogodka, ne bodo imeli dodatnih stroškov. Mladi, ki bodo izbrali za delegate, bodo potem konec aprila odpotovali v Krej, kjer bodo predstavili, kaj so naredili na Evropskem dnevu v Medvodah, ter se tam še bolj seznanili s samim delovanjem Evropske unije. Seveda pa to ne bo zgolj izobraževanje, temveč bo vse skupaj potekalo bolj kot druženje s prebivalci mesta Krej in ostalih pobratenih mest. Naši prijatelji iz mesta Krej so pripravili zelo bogat in zanimiv program od raznih diskusij na tematike, ki bomo obravnavali že tule v Medvodah, kjer bomo predstavili nekako ta pogled slovenske mladine oziroma medvoške mladine, pa do raznih delavnic, ogledov, predstavitve pobratenih mest. Možnost bo spoznati tudi mogoče kakšne kulinarične dobrote lokalne, tako da program bo res bogat, zanimiv in pester. Mladi stari med 16 in 22 let ste še enkrat toplo vabljeni, da se pridružite Evropskemu dnevu v Medvodah. Tudi letos, ta ponedeljek, so člani Rotary kluba Medvode že tradicionalno v domu krajanov Pirniče podelili priznanja najboljšim učencem z vseh 4 osnovnih šol. To so tisti učenci, ki izpolnjujejo določene kriterije, ki niso nujno vezani na šolski uspeh. Za katere kriterije gre in koga, pa v naslednjem prispevku. Tudi letos je Rotary klub Medvode že tradicionalno 11. zapored v prostorih doma krajanov Pirniče podelil priznanja 13 učencem iz vseh osnovnih šol v občini Medvode, ki ustrezajo posebnim kriterijem. Ti ne temeljijo toliko na šolskem uspehu in znanju, ampak na kvalitetah pomembnih za dobro socialno življenje. Pomoč sošolcem, krepitev oddelčnega kolektiva s prijateljskim povezovanjem, vsestranska dejavnost na različnih področjih, razgledanost in uspešnost. Rotary klub Medvode vsako leto zamenja predsednika, letos je to Andrej Istenič. Se vstopa vedno na povabilo oziroma priporočilo nekoga iz okolice. Tako velja tudi za Interakt in Rotarakt. Bi pa pozval seveda vse mlajše, mlade, ki se zanimajo, tako za Interakt kot tudi Rotarakt, da se pozanimajo, da se oglasijo pri nas, da jim damo prve informacije. Vsekakor so pa današnji nagrajenci pravi ljudje za naš Rotar International poslanstvo oziroma klub, zaradi tega, ker, kot sem danes poudaril v govoru, ni pomembna vedno samo tehnična, racionalna inteligenca, ampak tudi čustvena, kateri se v zadnjih letih vedno več posveča pozornosti, in tudi v nivoju menedžmenta so ti ljudje z izrazito čustveno inteligenco vedno bolj prepoznani in zaželjeni.
Na podelitvi je prisotne nagovoril tudi župan Nejc Smole. Tako kot običajno, vendar tokrat tudi kot guverner slovenskega Rotary distrikta, pa Jože Zadravc. 11 sem že tukaj, to pot sem pač prvič v tej vlogi, drugače pa vsako leto prisostvujem tej naši prireditvi. Ko smo ustanavljali klub, so nas iz tega vašega studija ob ustanovitvi torej intervjuirali in me vprašali, ali smo rotarijci res elita. Moj odgovor je bil, če se ravnamo po teh 4 vprašanjih, torej če smo pošteni, če delamo dobro za druge, če se znamo podružiti, da je to neka vrsta elite in če je to elita, smo mi elita. Hkrati pa seveda je potrebno biti v mladih letih preudaren, se učiti, prenesti veliko znanja v starejša leta, zato da jih lahko potem v okolju, v katerem delamo in živimo, uporabimo. Prvi Rotary klub na svetu se je rodil pred dobrimi 100 leti v Chicagu in to v času najbolj divjega kapitalizma, ko je cvetelo brezobzirno obogatenje in neverjeten razmah kriminala. Ko je človek le malo pomenil, pomemben pa je bil le denar. Skupaj so se našli možje, ki so pogrešali osnovno človeško solidarnost vaške skupnosti, ko so ljudje brez plačila pomagali drug drugemu, posebej tistim, ki so bili pomoči najbolj potrebni. Odkot ime Rotary? Ime je nastalo iz dejstva, da so se sestajali stalno pri drugem, so torej rotirali. In kot je pri dobrih prijateljih navada, so se sestajali vsak teden. In to se je obdržalo še do dan danes. Rotary klub Medvode tako že vsako leto od leta 2006 nagrajuje uspešne učence. Letošnji nagrajenci so iz osnovne šole Simona Jenka Benjamin Nachtigal, Nika Govekar in Zala Kože. Iz osnovne šole Preska Taja Malnar, Tija Jagrič in Erika Luštrik. Iz osnovne šole Pirniče Maruša Bergant, Maša Kalan in Matic Bitenc Babnik. Ter šterojčki, 3 bratje in sestra, Jakob, Klemen, Lovro in Mirjam Kavčič, ki so se v osnovni šoli Medvode vpisali šele v minulem šolskem letu. Kot so zapisali v obrazložitvi, gre za četvorčke, ki predstavljajo edinstvenost v splošnem okolju, a so kljub podobnosti vsak na svoj način prepoznavni. Nagrada mi veliko pomeni, zato ker je to pač nagrada za to, da sem pomagal svojim šolcem. Drugačen pa nisem preveč od njih. Je pač ta nagrada mi tudi veliko pomeni, ker pač da glih od vseh mene izberejo pač nas. Pač ne vem, tudi da smo pripravljeni pomagati drugim, je to zelo pomemben, pač, ker pač veliko ljudi ni pripravljenih tega narediti. To mi veliko pomeni ta nagrada, pa pač mi smo glih prišli na to šolo in smo kar dobili in mi je všeč. Meni ta nagrada veliko čast, pač, ker pač ne vem, zakaj so izbrali nas, ampak okej. No, pa drugače malo sem od njih drugačen, mogoče zato, ker malo več govorim. Nagrajenci so poleg praktičnih nagrad in priznanj dobili še simbolično denarno nagrado. Nekateri med nagrajenimi so pomagali ustvarjati tudi letošnji kulturni program. Slovesnost so z glasbenim programom popestrili tudi učenci glasbene šole Medvode. Pretekli četrtek so se v kavarni Sotočje zbrali Medvoščani, ki delujejo v kulturi z namenom, da bi se vzpostavil družabni prostor za kaljenje novih projektov na področju kulture v naši občini. Skoraj vsaka vas v občini Medvode ima svoje kulturno društvo in mnoga od njih so zelo dejavna na samem področju kulture. A njihove delovanje je prepogosto omejeno zgolj na njihov kraj, do kakih večjih povezovanj z drugimi kulturnimi društvi znotraj občine pa nažalost ne pride pogosto. Zato je bil v pretekli četrtek v kavarni Sotočje organiziran tako imenovan kulturni klepet z namenom, da bi se na njem zbrali kulturni ustvarjalci in da bi bil vzpostavljen družabni prostor za kaljenje novih projektov in povezovanj ter za kroženje mnenj. Osrednja tema preteklega srečanja naj bi bila o znanih in neznanih medvoških kulturnih ustvarjalcih, a so se udeleženci bolj dotaknili perečih tem, kot so razmislek o podpori samostojnim umetnikom, kulturnim delavcem in večjim projektom s strani zavoda. Razmislek o organizaciji kulturnega klepeta s svetniki, kateri naj bi se premalo informirali o kulturnem dogajanju v Medvodah. Razmislek o odloku o pletenicah, kjer naj bi se doreklo, kdo je predlagatelj prejemnikov priznanj.
Oblikovanje mailing liste in pridobitev kontaktov vseh potencialnih izvajalcev ter uporabnikov kulturnih programov ter oblikovanje celostne ponudbe kulturnih programov vseh medvoških izvajalcev za izvedbo kulturnih dnevov za šole in vrtec za šolsko leto 2017-2018. Prvega kulturnega klepeta se je udeležilo 11 kulturnih ustvarjalcev, kjer so se med drugim odločili tudi to, da to ni bil zgolj enkraten dogodek, temveč da bodo ta druženja potekala redno, naslednjič 2. marca ob 20. uri, kjer se jim bo pridružil tudi igralec, mentor in pedagog iz Velike Britanije. Člani turističnega društva Marjeta so prejšnjo soboto organizirali že 12. zimski nočni pohod po obronkih žleb. No, v resnici je bil 11., saj je eno leto pohod odpadel zaradi močnega dežja. Zadnja leta na žalost pohod nima tistega lepega zimskega vzdušja, saj pohodnike na poti ne spremlja sneg. Pot pa jih vsa leta vodi po istih stezah. Tako, tura je ista, vedno se ustavimo v gostilni pri Juriju na malo poživila oziroma na pijačo, tako da se malo pomoramo, malo poklepetamo, izmenjamo mnenja, naredimo kakšen načrt za naprej, potem pa domov prek Marjete. Pomanjkanje pravega zimskega vzdušja je najbrž vzrok, da število pohodnikov ni veliko. Na pot se jih od izhodišča poda dober ducat, nekaj domačinov pa se jim pridruži kar na trasi poti. Gre za člane turističnega društva Žlebe Marjeta, ki so drugače precej aktivni v turističnem oživljanju zaselkov pod Marjeto. Prvi je ta letni občni zbor, naslednja je pa pomladanski koncert na Marjeti, obenem pa isti dan pred koncertom še otvoritev nove razstave pod Kozolcem, tako da bosta ta dva dogodka popestrila prihod pomladi in s tem tudi na nek način dva lepa kulturna dogodka na vasi. Pohodniki so na pot podali z obilico dobre volje, kakršno na njihovih prireditvah vedno srečujemo. To, da se krajani družijo tudi na pohodih, tako postaja ena lepših tradicij v Pohograjcih. Člani košarkarskega kluba Medvode v letošnji sezoni še ne poznajo poraza. Po 15 zaporednih zmagah verjamejo, da jim bo v letošnjem letu uspel projekt zadnjih nekaj let. To pa je preboj in nastop v drugi košarkarski ligi. V prihodnosti pa je želja kluba, da bi v članski vrsti igralo tudi čim več domačih igralcev. Medvoška košarkarska članska ekipa v letošnji sezoni zaenkrat z naskokom boljša od vseh nasprotnikov. Poraza niso občutili že 15 tekem zapored. Ta rezultat pa jih ne preseneča, saj so v zadnjih letih vložili ogromno truda ter treningov za ta uspeh. Ekipa je sestavljena iz 12 enakovrednih igralcev, kar nasprotniku povzroča nemalo težav. Ni enega, ni tazga, da bi lahko rekel, da ne moš nanj računati, vedno vsako tekmo eden izskoč, tako da noben ne ve, kdo ali bo prvi ali bo 12 igralec. V bistvu to je težko sploh reči pri nas, kdo je prvi pa kdo je 12, ker dejansko ni to, skoraj ni pri nas tega, tako da tukaj je najhujša nevarnost iz naše strani. Zmagovalnim nizom se igralci ne obremenjujejo. Vloga favoritov jim ne predstavlja dodatnega pritiska, vendar jih to še dodatno motivira, da upravičijo ta naziv. V letošnji sezoni je poleg novih igralcev sprememba prišla tudi na trenerskem stolčku. Že po rezultatih je vidno, da novi trener opravlja izjemno delo. Njegova želja je vrniti medvoško košarko na pota stare slave. Ja, bom rekel, da trener je zelo profesionalen, tako da težko karkoli komentirati, ker rezultate se pokaže in sem vse povedal. Jaz bi rad najprej rekel sledeče, še v času mojega aktivnega igranja, tega zdaj že krepkih 20, 25, 30 let, so bile Medvode močan košarkarski center in ko je uprava prišla do mene, sem imel to v mislih in zame je bilo to eno lepa priložnost. V želji seveda, da pomagam medvoški in okoliški košarki, da bi približno nekoč ali vsaj v bližnji prihodnosti prišla na raven, kot je nekoč bila. Da bi se to zgodilo, je potrebno veliko stvari. Pa vendarle, letošnje leto je specifično. Medvode so se odločile najprej za zamenjavo trenerja, čeprav so bile že v tistem času neporažene. Ko sem prisluhnil njihovim navedbam, kaj želijo, sem to z veseljem sprejel. V nadaljevanju sezone ekipo čaka še nekaj tekem. Želja po drugi ligi postaja vse večja. Glede na to, da smo že dvakrat v bistvu na zadnji tekmi počepnali, kljub temu, da smo bili v kvalifikacijah, pa da smo tudi dobili povabilo, ne glede, da se nismo uvrstili,
Mislim, da je zdaj čas, da bi se pa igrali to drugo ligo, ker realnost za Medvode, za velik klub, za tradicijo je druga liga, ker če pogledamo realno v tej tretji ligi, smo več kot polovico tekem zmagali za 30 do 50 točk, kar ni normalno, ne. Je pa res, da v drugi ligi so pa nasprotniki toliko močnejši, da bo pa tam zelo težko, ampak vseeno mislim, da tam je naša sredina, kamor spada naš klub in mislim, da bi mogli tam igrati. Seveda bi pa mogli najti še dodatnih 15 000 evrov, da bi lahko nastopali v drugi ligi. V Medvodah pa intenzivno delajo tudi z mladimi igralci v upanju, da bomo lahko čez čas rekli, da imamo v Medvodah medvoško člansko ekipo košarkarjev. Ja, sej kot če kaj spremljate podmladek, imamo zdaj prvič po ne vem kolikšnih letih in 11, in 13, in 15 vse v prvih ligah, ker to se ni še zgodilo v našem klubu. Tako da te fantje vsi nekako ciljamo, da bodo nekoč igrali za člansko vrsto in tako da bomo pa lahko res rekli, da je pa članska ekipa medvoška ekipa. Zdaj trenutno ne moramo tega trditi, ne, ampak pri članih je zmer tako, ne. Ko sem rekel, tisti, ki je dober, tisti, ki preživi, tisti igra. Kdaj pa lahko na domačem terenu si ogledamo kakšno njihovo tekmo? Ja, prvo domačo tekmo imamo sprav 24, to je petek, 15 čez 6 večer, igramo z ekipo Nazar. Tukaj v tej ligi, bom tako rekel, je vsak navaren in lahko vsakega zmagamo, lahko pa tudi vsakmo izgubimo. Računamo sicer na zmago, tako kot vedno, ampak bi želel priklicati čim večje število gledalcev, da nas podprejo še v teh 4 domačih tekmah in da slavimo prvo mesto in da se skupaj z gledalci vrstimo v drugo ligo. Kegljanje. Odigrane so bile tekme 15. kroga v slovenskih ligah. Hidro je v prvi B ligi zmagal v Črnomlju in je trenutno 6. na lestvici. Medvode pa so v tretji ligi Zahod izgubile v Kopru in so 10. na lestvici. Ženska ekipa Medvod pa je bila prosta. V ljubljanski ligi pa je bil odigran 18. krog. Hidro 2 je zmagal doma, Medvode 2 pa so tudi zmagale doma. Naša občanka Anja Žavbi-Kunaver, sicer članica tekaškega smučarskega kluba Logatec, je v nedeljo v Sapadi na mednarodni tekmi No Borders Cup v prosti tekmi zmagala med članicami. Zaključeno je svetovno prvenstvo v biatlonu, na katerem je nastopil tudi naš občan Rok Tršan, stalni član slovenske reprezentance. Predvsem zaradi težav s streljanjem je zabeležil le 93. mesto na 10-kilometrskem sprintu. V moški štafetni tekmi pa je skupaj s Klemenom Bauerjem, Lenartom Oblakom in Miho Dovžanom zasedel 18. mesto. Danes se je začelo zares tudi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lahtiju. V 9-članski reprezentanci, ki bo zastopala smučarje tekače, so kar 3 naši občani. Ana Marija Lampič, ki je nedavno dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, njen brat, prav tako državni prvak Janez Lampič, ki si gre predvsem nabirati izkušnje, ter Leja Einfeld, ki si menda najbolj želi, da ji tokrat ne bi ponagajalo zdravje. V občini Medvode policisti v preteklem tednu niso imeli veliko dela. Obravnavali so samo dogodke, ki spadajo med kazniva dejanja. Nekdo je grozil nekomu, nekdo drug pa je poškodoval tujo stvar. Vlomilci so bili v medvoškem gostinskem lokalu, neznani storilec pa je kar 2-krat kradel v trgovini, vendar njegovo identiteto policisti še ugotavljajo. Obravnavali so še goljufijo pri nakupu artiklov. Sicer pa voznike policisti opozarjajo, da je vožnja z masko prepovedana. Poostreno pa bodo nadzirali tudi psihofizično stanje voznikov. Konec tedna pa maske na obraze, takšne ali drugačne. Nasvidenje.